Od ponedeljka naprej bodo prehitri vozniki v Mariboru, ki jih bodo ujeli stacionarni radarji, plačali globo. Mariborska občina je namestila ohišja na 3 lokacijah, radar je eden, ki ga bodo med temi lokacijami selili. Je pa testno obdobje v slabem mesecu dni pokazalo zaskrbljujoče rezultate. Več kot polovica voznikov je bila prehitrih. Če bi torej meritve že veljale, bi na tisoče voznikov dobilo kazni, kar 139 bi jih celo izgubilo vozniško dovoljenje. Jana Ujčič. Testne meritve in sicer v obdobju slabega meseca dni so opravili na lokaciji radarja na Gorkega ulici. Tukaj je v neposredni bližini največja mariborska osnovna šola in avtobusno postajališče. V prekršku je bilo skoraj 95 tisoč vozil. Tukaj je omejitev 30 km na uro, kar 51% voznikov pa je vozilo prehitro. No, najvišja izmerjena hitrost osebnega avtomobila pa je bila kar 83 km na uro. Povprečna hitrost je bila 31 km na uro. Če bi bile meritve že uradne, je bilo 16 tisoč prekrškov za 130 evrov globe, 85 tisoč po 40 evrov za prekoračitev do 10 km na uro. Precej pa je bilo takih voznikov, ki bi plačali globe med 500 in 1200 evri, skupaj z veliko kazenskimi točkami. 139 pa bi jih celo izgubilo vozniško dovoljenje. Žal nas je ta analiza kar presenetila, posebej zaradi tega, ker so na Gorkega ulici tudi izvedeni ukrepi za umirjanje prometa in smo vseeno pričakovali, da bodo te hitrosti nižje. Moramo pa povedati, da je ta prvotna analiza upoštevala čisto vse voznike, ki so vozili 31 km na uro in več. Ko bodo meritve uradne, bo veljala zakonsko določena toleranca. Na radar opozarjajo table, javnost je bila sicer o začetku testnih meritev obveščena, tudi o tem, da bodo kazni od avgusta dalje. Smo res delali v smeri ozaveščanja, ker nam je res v interesu to, da se izboljša prometna varnost in ne to, da bomo iz tega naslova polnili občinsko blagajno. Radarsko ohišje je še na Gosposvetski in na Čufarjevi cesti, radar pa eden, ki ga bodo selili med temi 3 lokacijami. Več bi jih bilo treba, ker recimo ta Vrbanska je zelo obremenjena, pa tu se divjako šus. Jaz sem absolutno za to, da se nižajo hitrosti, ker vemo, da so potem posledice nižje, da je vse, ampak po pameti. Da boš pa nekje res stal, pa samo, da boš kasiral, imel radarje postavljene, to je pa bedasto. Testno obdobje se zdaj zaključuje, od ponedeljka naprej za prehitro vožnjo sledijo globe, začeli pa bodo z lokacijo na Čufarjevi cesti.